Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša, profesor dr. Miroslav Petrovec, član svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij. Ekipa UKOM-a, gospa prevajalka za slovenski znakovni jezik, sodelavci moje ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na še eni popoldanski novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Vračamo se z Brda pri Kranju, kjer se je nedolgo nazaj zaključila današnja seja Vlade Republike Slovenije. Na seji Vlada Republike Slovenije sprejela dva odloka, in sicer odlok o dopolnitvah odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z SARS-CoV-2 in odlok o spremembah odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom Republike Slovenije. Podrobnosti o spremembah vam bomo posredovali v sporočilu za javnost. Oba odloka bosta v Uradnem listu predvidoma objavljena danes, v veljavo pa bosta stopila dan po objavi v Uradnem listu. Preden besedo predam predsedniku Vlade Republike Slovenije Janezu Janši, mi dovolite, da z vami delimo zadnje podatke vezane na COVID-19, ki smo jih prejeli po dopoldanski novinarski konferenci. Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da v Sloveniji nobena regija ni več oranžna. Kot zadnja se je rdečim regijam žal danes pridružila Obalno-kraška regija, kjer incidenca znaša 170 okužb na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dnevih. Slovenija je medtem dosegla že 483 okužb. Gorenjska regija ostaja regija z največjo incidenco, 867 okužb. Sledita Koroška 636 in osrednjeslovenska regija s 574 okužbami. Sprememba bo v Uradnem listu objavljena danes. V domovih za starejše imamo trenutno aktivno okuženih 445 stanovalcev in 181 zaposlenih. Trenutno so glavna žarišča naslednji domovi: prvič Koroški dom starostnikov enota Slovenj Gradec, ki ima okuženih 38 stanovalcev in 4 zaposlene, razmišljajo o nadomestni lokaciji za rdečo cono. Dom svetega Jožefa v Celju ima okuženih 18 stanovalcev in 14 zaposlenih. Dom starejših občanov Škofja Loka ima okuženih 33 stanovalcev in 14 zaposlenih. Dom starejših občanov Kranj ima okuženih 23 stanovalcev, 6 zaposlenih in enega študenta. Nove okužbe so se ponovno pojavile v domu Nine Pokorn Grmovje, kjer so trenutno okuženi 4 zaposleni in 6 stanovalcev. O okužbah poročajo tudi iz doma upokojencev Center Tabor Poljane. Bolj pozitivne novice pa prihajajo iz doma starejših občanov Rakičan in doma starejših občanov Loka pri Zidanem Mostu, kjer se je število okužb pričelo umirjati. Dopolnjeni so tudi aktualni podatki glede števila smrti. Zaradi COVID-19 je včeraj žal umrlo 9 oseb. Besedo sedaj predajam predsedniku Vlade Janezu Janši, ki nam bo predstavil razmere doma in na naši celini, saj je imel danes med sejo vlade tudi dolg pogovor z nemško kanclerko Angelo Merkel. Vlada pa je skupaj s stroko ocenjevala in tehtala morebitne dodatne ukrepe. Gospod predsednik Vlade, izvolite, prosim. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Današnja novinarska konferenca oziroma moja udeležba na njej je poleg kratke predstavitve ukrepov, ki jih je danes obravnavala vlada, namenjena predvsem vašim vprašanjem, spoštovani novinarke in novinarji, zato bo glavni del tega časovnega slota namenjen temu. Kljub temu pa mi dovolite, da za uvod najprej podam neko splošno oceno stanja po zadnjih dneh, ko smo v bistvu napovedali in tudi sprejeli nekatere dodatne ukrepe za zajezitev koronavirusa. Naša ocena je, da zmoremo, in to predvsem zaradi tega, ker virus zdaj že praktično vsi obravnavamo takega, kot je. Se pravi, kot nevarnost, ki je simetrična, ki pač ne izbira po nobenih drugih kriterijih kot po kriterijih virusa. Kot je bilo delno napovedano že v začetku tedna, številke rastejo in bodo še nekaj časa rasle.
Zaradi tega je v tem trenutku tudi bistveno prezgodaj za oceno, ali so splošni ukrepi, ki smo jih sprejeli, kot je obvezno nošenje mask povsod ali omejitev gibanja po noči, bistveno ali pa v zadostni meri prispevali k omejitvi širjenja. V vsakem primeru je potrebno sprejeti še nekatere dodatne ukrepe, tako da na kratko rečeno, pred nami je naslednji teden, ki bo teden boja za zaustavitev širjenja virusa med nami. Ta teden bo izjemnega pomena za to, da širjenje epidemije zajezimo. Ukrepi, ki so bili predvideni v načrtu, ki je bil sprejet v začetku meseca in ki bodo vstopili v veljavo za soboto, potem ko bodo natančneje obdelani v odlokih, ki bodo sprejeti jutri, so zaprtje gostinskih obratov, dovoljena pa bo dostava hrane, potem zaprtje hotelskih kapacitet z delnimi izjemami za poslovne delegacije, diplomatske in športne profesionalne ekipe, potem zaprtje trgovskih centrov, izjema bodo živilske trgovine, gradbeni in tehnični material, hrana za živali, kmetijske potrebščine. Naslednji teden bodo zaprti tudi vrtci, ker se je število okužb med vzgojiteljskim osebjem drastično povečalo. Bodo pa izjeme tam, kjer starši delajo in ne morejo sami zagotoviti varstva. Na tem mestu tudi poziv vsem vzgojiteljicam, tudi vrtcu, da nosijo maske in prošnja županom, da glede na situacijo v posamičnih občinah in krajih organizirajo varstvo v vrtcih tam, kjer je to potrebno za to, ker starši pač sami tega ne morejo zagotoviti. In apel tudi na vse župane slovenskih občin, župane in županje, ki so se zelo izkazali v času pomladnega vala epidemije, da samoiniciativno v okviru svojih pristojnosti, tudi zdaj, ko je v bistvu razglašena epidemija in aktiviran načrt za delovanje civilne zaščite, sami v okviru svojih pristojnosti sprejemajo vse tiste ukrepe, za katere smatrajo, da so potrebni, da se tudi v lokalnih okoljih z bolj targetiranim, bolj preciznim pristopom zajezi širjenje virusa. Zaprti bodo tudi dijaški in študentski domovi, razen izjem, kjer pač dijaki in študentje nimajo drugih možnosti bivanja začasno. In javni potniški promet bo prešel na načrt B, ki je predviden za primer, ko ni šol, to je na kratko po domače rečeno, da je na razpolago tretjina kapacitet. Glede podrobnosti se vsi spomnimo režima, kakršen je bil spomladi. Odloki, ki bodo stopili v veljavo, bodo povzemali regulativo, kakršna je veljala v času pomladnega vala epidemije, tako da to ni nič novega, nič neznanega. Izjeme, ki bodo definirane tako, kot so bile takrat, potem, ko smo že imeli določene izkušnje, tako da je bilo število stikov čim bolj omejeno, hkrati pa, da so vse nujne stvari tekle. Na tem mestu tudi prošnja vsem gospodarstvenikom, da se tam, kjer bo proizvodnja tekla naprej, tudi tam, kjer bodo storitvene dejavnosti, še posebej tiste nujne, potekale, da se organizirajo tako, da tam, kjer je le možno, delo poteka od doma, tam pa, kjer to seveda ni možno, še posebej ne v industriji, pa da se striktno upoštevajo vsi preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. Vlada je danes pustilo odprto, nismo sprejeli dokončne odločitve. Glede ukrepa, ki je bil sicer uveljavljen v pomladnem delu epidemije in je tudi zdaj predviden v načrtu, gre pa za možnost omejitve gibanja na občine
z vsemi izjemami, ki so takrat veljale, se pravi z enakim režimom kot spomladi. V zvezi z aktiviranjem tega ukrepa bo odločeno v naslednjih dneh, ko bomo mogoče imeli še kakšne dodatne številke in bomo lahko videli, ali je ta ukrep dejansko nujen v tej fazi. Preverjamo tudi možnosti masovnega testiranja preko nabave hitrih testov za vse rizične skupine in v roku prihodnjih tednov tudi za celotno prebivalstvo. To je eden od ukrepov, ki ga predvidevajo v nekaterih drugih državah. Veliko se pogovarjamo s kolegi glede učinkovitosti tega ukrepa. Zdaj tudi po današnji razpravi na seji vlade in ob robu te seje je pač jasno, da bomo te možnosti proučili. Več o tem, kaj to dejansko pomeni testiranje z hitrimi testi, pa bo kasneje povedal dr. Petrovc, ki je strokovnjak na tem področju. V zvezi s testiranjem je velik problem tudi čakalna doba. Tukaj se mora zdravstveni sistem dodatno organizirati in reorganizirati, da bo ta krajša, da bodo dejansko prioritetno prihajali na vrsto tisti, ki imajo simptome, tisti, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo z kakšnih drugih nujnih razlogov in tisti, ki jih seveda v tem času na delovnih mestih nujno potrebujemo. Ukrepi, ki se bodo uveljavljali z odloki, z jutrišnjimi odloki in bodo pričeli večinoma veljati v soboto, bodo sprejeti za teden dni. Se pravi, pred nami je teden boja proti širjenju koronavirusa. Prihodnji četrtek ali petek bo vlada sprejela, naredila oceno in se odločila, ali jih podaljšamo, ali jih prekličemo, ali jih omilimo. Na tem mestu še enkrat apel vsem, ki to poslušate oziroma gledate in še tega niste storili, da si naložite aplikacijo Ostani zdrav. Če bi vsi, ki imamo pametne telefone, že imeli, bi bili ukrepi, ki jih moramo sprejemati, lahko bistveno milejši. Vlada je danes ponovno poudarila, da smo sicer v zahtevni situaciji, da v tudi tej situaciji delamo vse, da nihče ne ostane brez nujne zdravniške pomoči, ne samo zaradi covida, tudi zaradi katerihkoli drugih razlogov. Smo tudi v dogovoru z nekaterimi drugimi članicami Evropske unije za medsebojno pomoč, če bi jo potrebovali. Zaenkrat zmoremo, ampak nobena rezerva ni odveč. Recimo danes v enournem pogovoru z nemško kanclerko gospo Merklovo, kjer so zelo natančno ocenjevalo ukrepe v obeh državah glede zajezitve covida, je bila tudi z njihove strani ponujena pomoč v kritični medicinski opremi, če bi jo eventualno potrebovali. Zdaj vlada izraža tudi izjemno zahvalo zdravnikom in medicinskim sestram in vsemu zdravstvenemu osebju. Na tem mestu smo vsi dolžni nuditi prav vsem, ki se spopadajo z virusom, izjemno podporo in tudi zahvalo. Največjo podporo pa lahko izrazimo na ta način, da dosledno upoštevamo ukrepe in storimo vse za to, da bo njihovo delo znosno oziroma čim lažje. Že nekaj dni posebna strokovna skupina pod vodstvom dr. Lahovnika pripravlja tudi smernice za 6. protikorona paket. Ta bo namenjen odpravljanju in blaženju posledic epidemije. V njem bodo nekateri podobni ukrepi, kot smo jih sprejemali spomladi. Čim bodo smernice na voljo, bo vlada na tej podlagi pripravila tudi zakonski paket za čimprejšnjo obravnavo v Državnem zboru. Toliko zaenkrat, zdaj pa prosim za vprašanja.
Tako kot je predsednik vlade napovedal, bo odgovarjal na vprašanja. V tem trenutku imamo na Zoomu 11 medijskih hiš. Prva se je k besedi priglasila Slovenska tiskovna agencija. Prosim, če zastavite vprašanje predsedniku. Lepo pozdravljeni, gospod Janša. Eno pojasnilo glede zaprtja vrtcev v naslednjem tednu. Omenili ste, da bodo tisti starši, ki morajo delati, možnost varstva imeli, ampak ne vem, če sem dobro razumela. Bo to v vrtcu, se pravi, bodo za njih skrbeli vzgojitelji in vzgojiteljice, ali bo to kakšno drugačna oblika organiziranega varstva? Ne, to bo predvidoma in praviloma v vrtcu, v zmanjšanem obsegu, v sredinah, kjer to starši nujno potrebujejo, in z tega vidika tudi apel županom, da to na nek način skoordinirajo, ker z državne ravni to enostavno ni možno. Hvala. Naslednje vprašanje zastavlja POP TV. Pozdravljeni, Veronika Lavrenčič, POP TV. Mene pa zanima, kaj pa to pomeni recimo za frizerske salone in te kozmetične salone, ki ostajajo odprti s takimi omejitvami, kot že do zdaj, ali se tudi tukaj spremeni? Zdaj naslednji teden številne dejavnosti ne bodo delovale, med drugim tudi frizerski in kozmetični saloni. Jaz mislim, da en teden to lahko zdržimo in se bomo vsi pač potrudili. Predvsem pa bomo naredili vse, da teh ukrepov ne bo potrebno podaljševati. Naslednje vprašanje bo zastavil tržaški Il Piccolo. Dobar dan, gospod predsednik, sem Mauro Manzin, novinar od Il Piccola iz Trsta. Vam vprašam, kako pa bo bilo na meji, če lahko Slovenci pridejo v Italijo, če lahko Italijani gredo v Slovenijo, tudi Avstrijci pa Mađari. Glede meje se režim zaenkrat ne spreminja. Ostajajo pač omejitve, ki veljajo že doslej, tako da vlada ravna tukaj pragmatično. Zdaj, uvoz virusa je z drugih držav ni problem. V tem trenutku problem je širitev virusa znotraj Slovenije. Seveda pa pač restrikcija prehajanja preko meja statističnih regij omejuje tudi prehajanje meje in te ukrepe je pač potrebno upoštevati. Kar se tiče pa prihodov v Slovenijo, pač veljajo pravila, ki v določenih primerih pač določajo nujnost predstavitve negativnih testov in tako naprej. Glede na to, da se bo veliko življenje ustavilo, da ne bo hotelo in tako naprej, ne računamo, da bi zaradi tega pač na meji nastali veliki problemi. Tudi druge države po Evropi uvajajo podobne ukrepe, tako da razen nujnih potovanj, razen logistike, razen preskrbe in tako naprej, od tega čezmejnega prometa relativno malo. Naslednje vprašanje zastavlja POP TV. Jaz imam še dve vprašanji. Najprej me zanima, torej, če se hoteli zapirajo, verjetno to pomeni, da se bodo tudi kazinoji zaprli. Kaj to pomeni zdaj tudi za te športne dejavnosti? Veljajo še vedno te omejitve, ki so recimo bile tudi včeraj nekatere predstavljene, ali se tudi tukaj spremeni? Pri športu ostajajo omejitve, kot so bile sprejete in so bile včeraj predstavljene, tako da kar se kazinojev tiče, te dejavnosti ne bo. Hkrati, ko se pač ustavlja marsikaj drugega in ni hotelov in tako naprej, ni gostinskih obratov, jasno, da tudi teh vzporednih dejavnosti ne bo možno izvajati. Me zanima samo še eno vprašanje, če lahko dejali ste glede te pomoči tudi iz Nemčije. Kdaj bi recimo bila ta krizna situacija, da bi morali Nemčijo prositi recimo za kader? Ali smo že blizu tega? Torej, pomoč, ki je bila ponujena, je bila pomoč v kritični medicinski opremi, ne v kadru. Z kadrovskimi težavami se srečuje celo Nemčija, kot je bilo danes povedano. Tukaj bomo morali dodatno angažirati notranje rezerve.
Če pa bi nam eventualno zmanjkalo ventilatorjev oziroma umetnih pljuč, potem pa lahko v tem valu računamo tudi na večjo pomoč, kot je bila možna v pomladnem valu, kjer vemo vsi, da te pomoči praktično ni bilo. TV Slovenija bo zastavila naslednje vprašanje. Izvolite, prosim. Dober dan, Irina Ulčar-Cvelbar. Jaz bi samo eno dopolnitev na to, kar je vprašal kolega iz Ilpikola, če lahko. In sicer, če velja to tolmačenje, da smo državljani pravzaprav zaprti zdaj v Slovenijo, ker iz svojih regij ne smemo prehajati v tujino, kako je z tujci, ki vstopajo v Slovenijo, ali oni lahko prosto prehajajo regije? Hvala. Zdaj, tranzit je dovoljen, ne? Tudi tujcem, se pravi, če gre nekdo z Italije na Hrvaško, lahko gre. Glede tega ta notranja zapora v Sloveniji na regije ničesar ne spreminja. To tudi ni tranzit, seveda tudi ni grožnje, kar se tiče širitve virusa. Imamo vprašanje spletnega portala 24ur.com. Ja, lep pozdrav. Mene pa zanima glede gostinskih obratov, zdaj ne vem, mogoče nisem prav razumela, se zapirajo, v bistvu so itak že zaprti, kaj pa dostava pa osebni prevzem, je to dovoljeno? Dostava hrane je dovoljena, enako osebni prevzem pod pogoji, kakršni so veljali spomladi. Dostava hrane z spremembo odloka, ki je bila že prej napovedana in ki je bil danes sprejet, je možno tudi v nočnem času, v času omejitve gibanja med 21. in 6. uro. Naslednje vprašanje zastavlja novinarka časopisa Slovenec. Pozdravljeni, Alenka Gabrova iz Slovenice. Jaz imam pa eno vprašanje, namreč ta PKP6 bo usmerjen tudi v državljane ali zgolj v gospodarstvo in lahko te, ki so že zdaj na robu preživetja, pričakujejo še kakšno pomoč, kot so v prvem spomladanskem roku. Hvala. V bistvu ni razlike. Zdaj, tudi ko govorimo o gospodarstvu, govorimo o ljudeh. Ker če ni delovnih mest, ni plač in ti osrednji finančni učinki 6. protikorona paketa bodo tako kot spomladi seveda usmerjeni v ohranjanje delovnih mest, v ohranjanje potencialov proizvodnje, kar pomeni, da tukaj targetiramo tako kapacitete proizvodnje, kot seveda ljudi, ki delajo. In to je tudi finančno seveda najtežji ukrep. Kar se tiče, če pa ste z vprašanjem mislili tudi razne solidarnostne dodatke, ki so bili izplačani spomladi, pa je to vprašanje še odprto, odvisno od tega, kakšna bo finančna ocena, pa tudi nenazadnje od morebitne razširitve finančnega okvira ali pa vsaj okvirov za finančne pomoči strani Evropske unije. Imamo še eno vprašanje novinarja Ilpikola. Ja, oprostite, gospod predsednik, po domače, ko govorimo po domače, Tržačan, ki hoče iti v Slovenijo za benzin ali za meso, lahko gre ali ne? In Slovenica, ki slovenski dela v Trstu, lahko pride normalno v Trst za delo ali ne? Hvala lepa. Kar se tiče dela, je odgovor da. Kar se tiče pa preskrbe in ostalo, pa bo to podrobneje urejeno v odloku. Bo pa uporabljena logika, da seveda restrikcije, ki veljajo v Sloveniji, ne bodo strožje za državljane Slovenije kot za tujce. Bo enak pristop. Imamo še eno vprašanje, ki ga zastavlja novinarka TV Slovenija. Ja, če smo bili prej pri PKP6, bi se jaz na PKP5 še vrnila, dokler čaka se seveda njegova objava v uradnem listu in uveljavitev, dokler ni rešen problem karantenskih odločb, ljudje, ki so imeli tesen stik z okuženo osebo, ne morejo uradno v karanteno. Zdaj, obljubljeno je bilo, da bo zdravstveni minister rešitev predstavil včeraj, ker jih še ni na mizi, me zanima, kje se zapleta. In še, ali tem zaposlenim,
ki se z delodajalcem ne morejo dogovoriti za delo na domu ali pa jih ta morda si koriščenju dopusta ali celo zahteva, da dokler nimajo znakov bolezni prihajajo v službo, ali lahko njim zagotovite, da ne bodo prikrajšani za plačilo ali celo službo, če bodo odgovorni in bodo ostali doma. Hvala. Zakon bo po mojih informacijah jutri poslan strani predsednika Državnega zbora v objavo v Uradnem listu, potem bo pač v zakonskem roku stopil v veljavo. S tem bo odpravljen določen formalni problem in odločbe oziroma vse, kar bo, ali pa uradni zaznamki v zvezi z odreditvijo karantene, bodo pač veljali za nazaj. Se pravi, velja tisti datum, ko je pač pristojna oseba, pa tudi če je šlo to po telefonu, se pravi, brez pismenega sklepa nek ukrep odredila. In kar se tiče nadomestil, pa pravic iz dela in tako naprej, tukaj ni nobenih problemov, ker se to itak kasneje izplačuje in uveljavlja. Je pa zaradi velikega števila z novo tehnologijo ali pa z novo tehniko, z novim pristopom, ki ga zdaj uvaja 5. paket, to v bistvu poenostavljeno. Naslednje vprašanje bo zastavila novinarka časopisa Dnevnik. Izvolite. Dober dan, Urška Rus, časopis Dnevnik. Jaz imam še eno vprašanje glede zaprtja vrtcev. Kakšni bodo pogoji, da bodo starši za otroke dobili varstvo? Bo varstvo recimo zagotovljeno samo tistim, ki izvajajo službe, ki so nujne za delovanje države, kot smo to že poznali v prvem valu epidemije, ali bo varstvo zagotovljeno vsem, ki hodijo v službo in ne morejo dobiti varstva? Cilj je, da se zagotovi varstvo vsem, ki hodijo v službo, ki ne morejo delati od doma oziroma niso naslednji teden doma. Naslednje vprašanje zastavlja novinarka Slovenske tiskovne agencije. Izvolite. Gospod Janša, napovedali ste že, da bo vlada prihodnji četrtek preučila učinek teh novih ukrepov in se na podlagi tega odločala, ali se bodo nadaljevali. Pa me zanima, kakšni so kriteriji za to? Recimo, da se bodo učinki že poznali, boste šli, ne vem, na število novo okuženih vsak dan, hospitaliziranih, na podlagi česa, skratka, se bo vlada odločala o podaljšanju teh novih ukrepov? Hvala. Na podlagi kriterijev, ki so bili predstavljeni že v začetku meseca v načrtu. Se pravi, kriteriji, ki veljajo za zapiranje, načeloma veljajo tudi za odpiranje, ta kriterij bo uporabljen tudi pri regijah. Nažalost, danes nima nobene regije, ki ni več rdeča. Upamo pa, da bo prijetje ukrepov, ki so bili sprejeti v prejšnjem tednu, kmalu omogočalo, da bo vse več regij oranžnih in da se bo v skladu s to barvo potem tudi sproščalo omejitvene ukrepe, ki tam veljajo. Imamo še eno vprašanje, časopis Slovenec. Mene še pa zanima, kaj je s cvetličarnami, glede na to, da je naslednji teden 1. november in da obiski grobov so še nekako dovoljeni. Zdaj tudi v tej dejavnosti se je možno organizirati tako, da je dostava z čim manj stika, ali dostava na dom ali prevzem potem, ko se že naroči, je to malo težje kot pri dostavi hrane, ampak je vsekakor tudi cvetličarsko dejavnost v nekem omejenem obsegu možno izvajati na način, da to pač ne poveča tveganja in v odloku, ki bo predpisan, bomo skušali to na ta način urediti. Če ni drugih vprašanj, bo tole zdaj zadnje vprašanje. TV Slovenija bo dobila besedo. Izvolite, prosim. Dober dan, Nataša Žunič. Kako je šolanjem nadaljavo, ali načrtujete dodatne omejitve po počitnicah in pa bodo tudi dodatne omejitve pri športni dejavnosti v tem tednu, ki sledi? Hvala. Torej, zaenkrat so omejitve pri športu takšne, kot so bile sprejete in kot so bile komunicirane oziroma predstavljene včeraj.
Zdaj, kaj bo v tednu zatem, se pravi po krompirjevih počitnicah, v tem trenutku ni možno odgovarjati, ker bomo oceno delali prihodnji četrtek. To velja pravzaprav za vse ukrepe. Zdaj, logično, zdravorazumsko lahko seveda predvidevamo, da zagotovo nekateri ukrepi bodo podaljšani. Upamo pa, da ne vsi. Je pa to seveda odvisno od konkretnih podatkov, ki bodo na voljo in seveda od situacije, od ocene, tudi od tega, kaj se bo dogajalo okrog nas. Predvsem pa seveda od tega, ali bo ocena, da se je pač število stikov, ki so rizični, zmanjšalo do pač takšnega nivoja, da naš zdravstveni sistem s svojimi kapacitetami zmore negativne učinke situacije. Hvala lepa vsem novinarkam in novinarjem za zastavljena vprašanja. Gospodu predsedniku hvala za predstavitev. Če dovoliš še enkrat, to, kar je bilo predstavljeno, je nekaj, kar smo že doživljali spomladi. Se pravi, ko se sprašujemo, kako bodo v praksi delovali posamični ukrepi, se spomnimo, če so in večina ukrepov enakih, se spomnimo, kakšno obnašanje nas je spomladi pripeljalo do tega, da smo med prvimi razglasili konec epidemije. Se pravi, zelo malo je tukaj neznank, gre za isti virus. Tisto, kar je sprememba, je to, da smo zdaj v hladnem obdobju, da so tveganja nekoliko večja, da je ta val po celi Evropi nekoliko nevarnejši, nekoliko višji, da pa imamo za razliko od pomladnega časa izkušnje, ki nam omogočajo, da se bolj targetirano borimo proti virusu in da lahko optimistično računamo, da določeni omejitveni ukrepi da določenih omejitvenih ukrepov ne bo potrebno imeti v veljavi toliko časa kot pomladi. Vse je praktično odvisno od nas. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaš nastop in vse številne odgovore. Mi pa nadaljujemo z našim drugim gostom. Drugi gost popoldanske novinarske konference je profesor dr. Miroslav Petrovec, član svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij, ki nam bo pojasnil, kako pravzaprav poteka delo v njihovem laboratoriju, pa tudi, kaj vse zmorejo in kako. Prosim, gospod profesor. Dober dan, hvala lepa za povabilo na novinarsko konferenco. Danes bi rad predstavil situacijo, ki je pravzaprav za nas precej nenavadna, taki kot ji še nikoli nismo bili priča v vsej karieri vseh zaposlenih na inštitutu in seveda tudi ne samo na našem inštitutu, ampak tudi v Nacionalnem laboratoriju za okolje, zdravje in hrano, ki ravno tako kot mi vlaga skrajne napore, da vsak dan pravzaprav lahko zagotovimo diagnostiko vsem, ki to potrebujejo, z razmeroma dobrim časom do tega, kaj pravzaprav lahko mine od odvzema brisa in do tega, da ima pacient rezultat v svojih rokah oziroma ga ima njegov zdravnik. Morda je potrebno po nekaj časa spet pojasniti, kako se pravzaprav diagnostike lotevamo. V vmesnem času je prišlo do nekaterih novih spoznanj, vendar moramo ves čas poudarjati, da seveda diagnostiko temeljimo na kvalitetni diagnostiki, na preverjeni diagnostiki in ne na idejah, ki dnevno pravzaprav vznikajo in gotovo v nekem določenem času bodo lahko pripeljale do bolj prijaznega testiranja, hitrejšega testiranja, vendar moramo vztrajati na tem, da si vsak pacient zasluži diagnostiko, ki je kakovostna in primerna za njegovo stanje. Kaj se je pravzaprav spremenilo za nas?
od pomladanskega vala v morda mesecu aprilu, marcu in maju se je spremenilo, da smo skladno z načrtom, ki smo ga skupaj oblikovali z Ministrstvom za zdravje, povečalo število testov na to, kar je bilo mogoče ob prvem valu predvideti, to pa je zimski čas, nove razmere, ki vključujejo tudi druge viruse, in to svojo obljubo smo skupaj z kolegi tudi izpolnili. Se pravi, če smo spomladi poročali o 1000 do 1300 maksimalno testiranih oseb, danes govorimo o številki 6000 in še vedno poslušamo, da vsi ne pridejo pravočasno morda do rezultata. Zagotavljam vsem, da laboratoriji s skrajnimi napori vseh zaposlenih zagotavljamo, da je velika večina izvidov, to je v rangu 98%, ko vzorec sprejmemo v inštitut ali pa v nacionalni laboratorij, obdelana znotraj 24 ur. Več kot 80% vseh vzorcev je v resnici obdelano v roku 6 ur in tista mala manjšina, zaradi tega, ker po noči enostavno ne moremo zagotoviti enake produkcije, je zagotovljena potem nekih 15% znotraj 12 ur po sprejemu vzorcev v laboratorij. Ljudje se morajo zavedati, da testiramo vzorce iz vse Slovenije. Se pravi, logistika prenesenega vzorca iz Tolmina do Ljubljane pomeni, da je treba v to, na kar pacient čaka za izvid, všteti tudi transport vzorca. In seveda iz oddaljenih lokacij zagotavljati logistiko ni enostavno. Zato nekateri vzorci dejansko do nas potujejo od 6 ali pa celo 12 ur, kar pomeni, da smo za transport vzorcev porabili ogromno časa in seveda zato je pametno, in to se je v drugem valu zgodilo, da smo s kolegi iz nacionalnega laboratorija poskusili kar najbolj regionalno urediti dostopnost testiranja. Kolegi v nacionalnem laboratoriju so še bolj povečali kapacitete, kot jih je ta trenutek naš inštitut, ker mislim, da moramo res izreči vso priznanje vsem delavcem. Verjetno se veliko ljudi ne zaveda, kakšne fizične in psihične obremenitve to prinaša. Iz prve roke lahko povem, da se je naš delovnik podaljšal iz običajnih od 7 do 6 ure na od pol 7 ali 6 ure zjutraj pa do ponoči, kjer v bistvu ne poznamo pravzaprav prave meje. Odločamo se intuitivno, se pravi, kar lahko največ naredimo, ampak vsi se zavedamo tega, da človek po 12 urah ne more več kvalitetno delati. Na našem inštitutu dela na potrjevanju izvidov 15 vodij laboratorijev. Začelo se je tako, da smo v 2 izmenah delali ena oseba, v tem trenutku dela v 2 izmenah kdorkoli, ki je pač razpoložljiv. Vsekakor je še vedno en razpisan na mesto. Če povem včerajšnji primer, zjutraj je sedlo za mizo 7 zdravnikov in pomagalo sprostiti vse izvide, ki so nastali preko noči. To je nekaj 100 izvidov. Ne obstaja nobena hierarhija. V naši ustanovi so zaposleni redni profesori, katerih osnovna funkcija je poučevanje in raziskovanje. Že od februarja se vsi, brez izjeme, ukvarjajo z diagnostiko, ne glede na uro, in njihova požrtvovalnost je res neizmerna in v bistvu dosega in presega vse človeške meje, ki so še varne za delo. Zato moja iskrena zahvala vsem mojim kolegom, ki to zmorejo, in vsem seveda, ki te teste v resnici izvajajo. Glede na situacijo, ki jo je ekstremno težko oceniti po prvem valu, ni strokovnjaka na svetu, ki bi znal povedati maja, kaj se bo zgodilo septembra, kaj se bo zgodilo oktobra in kaj se bo zgodilo novembra. Zato smo se mi poleti pripravili in v septembru zaposlili še dodatne ljudi, zaposlili 3 nove zdravnike, 2 od teh se bosta zaposlila v bistvu šele v roku naslednjih 14 dni, da bi razmeroma ublažili
ta neznosni val, ki je pravzaprav pljusnil na vse laboratorije. Zavedati se je potrebno, da vse številke, ki jih dnevno spremljamo, so natančne na en sam bris, da za to skrbi omejeno število ljudi vsak dan, soboto, nedeljo, praznik, že 8 mesecev in zagotavlja sistem, za katerega odgovorno zagotavljam, da je definitivno eden izmed najboljših med vsemi evropskimi državami. Se pravi, za vsakega vam lahko povemo, kaj pravzaprav je bilo testirano, kje je bilo testirano in kakšne so v bistvu rezultati pozitivnih testov. Če omenim, od začetka epidemije je bilo v Sloveniji opravljenih 312.395 testov in testiranih je bilo 234.000 prebivalcev Slovenije. Pogosto se postavljajo vprašanja, od kje tako veliko število vzorcev. Odgovor je zelo preprost. Trenutno največji naročniki testov so vstopne točke. Naš največji naročnik, če temu smem tako reči, ali sodelavec je vstopna točka v Ljubljani, na Metelkovi, tako imenovani drive-in, ki vsakodnevno pošlje na inštitut tretjino vseh vzorcev, ki jih obdelamo. Naš največji partner, če rečem v mirnodobnem času, ko ni bilo epidemije, klinični center, obsega samo 10% vseh testov, ki jih na dan opravimo. Veliki naročniki so tudi zdravstveni domovi in seveda dnevno se to število izredno spreminja, kajti število je odvisno od tega, kjer se zgodi izbruh. Če imamo izbruh na enem oddelku, lahko pomeni, da bomo naslednjih 5 dni po 3-krat testirali vso osebje. To je nujno, če želimo zagotoviti zdravstvu zdravo osebje, ki bo zdravo in odgovorno lahko skrbelo za bolnike. Torej, diskrepanca med opravljenimi testi in število ljudi, ki so testirani, je samo v tem, da so seveda od aprila ali marca nekateri ljudi bili testirani lahko tudi 5-krat ali 10-krat, ker to zahteva njihova funkcija, ker to zahteva njihov položaj, ker to zahteva, če želimo pravzaprav imeti varno obravnavo pacientov. Če dovolite, da še enkrat pojasnim, kako poteka testiranje. Testiranje se začne z odvzemom vzorca, ki je še vedno bris nazofaringealnega dela oziroma nosnega dela žrela, kamor stopimo z brisom, z tanko palčko in v bistvu zagotovimo material za preiskavo. Zakaj ravno ta nosni del žrela? Velikokrat je želja tudi po ustnem delu žrela. Ta del je možen, mogoče je nekoliko slabši, ampak je še zmerom po vseh strokovnih in znanstvenih podatkih najboljša kožnina, če vstopimo v ta nosni del žrela. Ta bris se vstavi v transportno gojišče, se ga pripelje v laboratorij, kjer ga je treba varno odpreti v komori ali pa vsaj z popolno osebno zaščito, kjer se potem izvede za test, ki ga danes največ uporabljamo, tako imenovani PCR, dokazovanje genetskega materiala virusa, se pravi njegove dednine. Veliko vprašanje je bilo, kaj je s testom PCR. Ta test, ko se izvede ekstrakcija nukleinskih kislin, se pravi dednega materiala, se dedni material pomnoži in na koncu iz krivulj, ki nastanejo v aparaturah, odčitamo, kje je do pomnoževanja prišlo in opredelimo, ali je nek človek, ki je bil zdaj testiran, pravzaprav ima signal za to, da je virus pri njem prisoten. Veliko vprašanje je bilo, ali prisotnost virusa pomeni tudi bolezen. Seveda ne. Pač imamo ljudi, predno zbolijo dan ali dva, ki imajo virus prisoten v zelo veliki količini, so tudi kužni, pa ne kažejo nobenih simptomov. Torej, res je, da pozitiven PCR ne pomeni, da je človek boln. Seveda pa v veliki večini primerov pomeni, da ta človek, če smo ga dobili prej, bo tudi zbolel. Tako da, kar se tiče testiranja, je na eni strani molekularno testiranje, to, kar pa je bilo najavljeno, če želimo razširiti število, pa so prihajajoči hitri testi. Hitre teste pravzaprav želimo in bomo jih nujno verjetno morali uvesti, če želimo število testiranih povečati, kar bo ob sedanjem razmahu epidemije verjetno nujno potrebno.
Sam se kot strokovnjak zavzemam, da se to naredi organizirano in predvsem kontrolirano in da se s tem ne poruši sistem poročanja, ki je sedaj absolutno primeren in res izčrpen in natančen. Toliko, sem pa na voljo seveda tudi za vprašanja. Hvala lepa, profesor Petrovcu, za uvodno predstavitev. Še vedno imamo vse novinarske hiše zbrane na Zoomu. Prva bo vprašanje zastavila novinarka Slovenske tiskovne agencije. Izvolite, prosim. Lepo pozdravljeni, dr. Petrovec. Vaš predhodnik, gospod predsednik, je povedal, da vlada preverja možnost množičnega testiranja prebivalstva na novi koronavirus. Kaj bi v bistvu to pomenilo, kaj bi nam ti podatki povedali o prekuženosti, kaj bi lahko počeli z njimi, pa za kakšne teste bi šlo v tem primeru? Tudi za dokazovanje higienskega materiala ali mogoče kakšna druga oblika testov, ne vem, serološki ali kaj podobnega? Ja, ne, serološki testi za to absolutno niso primerni in jih odsvetujemo, so primerni v zelo omejenem obsegu, se pravi dokazovanje protiteles. Masovno ali povečanje števila testiranj je možno samo z uporabo antigenskih testov, ki so z rezultati na voljo hitro v nekaj 10 minutah, ampak seveda je tu ogromen logistični problem. Potrebno je zagotoviti varno in kvalitetno izvajanje teh testov, še prej pa je treba seveda določiti, kateri testi sploh so primerni. V zadnjem času se je pojavilo nekaj 10 ali še več proizvajalcev, ki take teste ponujajo. Temu rečemo pač validacija testa, se pravi, da ugotovimo v resnici, koliko je test občutljiv in specifičen, se pravi, ali bo zaznal večino okužb in tiste, ki jih bo zaznal, ali bodo ti rezultati v resnici pravilni. To je zelo, zelo velik podvig. Namreč to pomeni, da se bo širjenje testirnih točk zelo razširilo, se pravi, mesta se bodo razširila in seveda si mi želimo, da je država o rezultatih teh testih obveščena in da so ti rezultati seveda verodostojni. Antigenski test za razliko od PCR-a dokazuje določene beljakovinske dele virusa, se pravi, in je nekje po naših ocenah iz vseh ostalih drugih virusov, ki jih poznamo in tudi iz začetnih testiranj, nemogoče pričakovati, da bi odkril v celoti, ne govorim o akutno kužnih ljudeh, ampak v celoti, se pravi tudi med težko bolnimi, največ do 80% vseh takih, ki so okuženi. Naslednje vprašanje zastavlja Planet TV. Pozdravljeni, da je Majcen. Gospod Petrovec, dve vprašanje imam za vas. Najprej, Slovaška se je odločila, da bo testirala celotno populacijo. Je to smiselno ali ne in kaj bodo s tem pridobili? To je težko vprašanje. Lahko se odločimo za testiranje celotne populacije, kar pomeni, da bomo potrebovali 2 milijona testov. Na svetu je zelo malo proizvajalcev, jaz trenutno ne poznam za nobenega, ki bi uspel zagotoviti takšno količino testov v kratkem roku. Kaj lahko s tem pridobimo? Lahko dobimo neko presečno sliko, kdo je v Sloveniji okužen, če bi to rekli na Sloveniji, ali pa to, kar bodo naredili na Slovaškem. Vendar samo ta informacija, da si okužen, je premalo. Ukrepi, ki delujejo na to, da se virus ustavi, so seveda takšne narave, da je potrebno pravzaprav upoštevati ukrepe, ki so pravkar sprejeti. Se pravi, potrebno je narediti distanco, potreben je tako imenovan lockdown oziroma zapora in epidemijo samo na tak način lahko ustavimo. S testiranjem ali brez. No in še drugo vprašanje, ste v bistvu že delno odgovorili, se pravi, če vas prav razumem, se o tem pri nas ne razmišlja, če pa bi, je to sploh izvedljivo z obstoječim kadrom in koliko časa bi potrebovali sploh za kaj takega, da bi testirali celo Slovenijo? To vprašanje zelo težko komentiram, si pa verjetno je v vašem vprašanju že pol odgovora. To je izredno težko logistično vprašanje, ki ga je ta trenutek pravzaprav nemogoče odgovoriti. Je pa to izredno zahteven podvig, ki dvomim, da bi dal boljše rezultate kot ukrepi, ki sem jih prej navedel. Imamo še eno vprašanje z časopisa Slovenec. Prosim novinarko, da zastavi vprašanje. Pozdravljeni, Alenka Gaborovec.
Jaz bi imela pa vprašanje v zvezi z nacionalnim testiranjem, ki je bil izveden že od, mislim, da aprila dalje. Po zadnjih podatkih, ko ste jih objavili v mesecu septembru, je bilo razvidno, da število teh, ki ste jih prvotno testirali, so bili tudi na novo okuženi. Ali imate do zdaj kakšne podatke, ne vem, nek vzorec, koliko teh, ki ste jih prvotno imeli kot vzorce negativnih, je bilo v tem času pozitivnih, in če so že kakšni takšni podatki, ki bi bili v bistvu pomoč vsem nam zdaj v tem kritičnem času? V tem trenutku teh rezultatov absolutno ne morem in ne želim komentirati. Študija je v zaključni fazi. Lahko si predstavljate, kaj pomeni izvajanje študije ob 6000 izvedenih testov na dan, ko ljudje v bistvu ob tem, ko so skrajno in maksimalno obremenjeni, skušajo izvesti zaključek te študije, v katerih je predviden še en odvzem krvi. Tako da res ne bi želel komentirati kakršnih koli preliminarnih rezultatov, ker vzbujajo potem razne komentarje. Počakajmo do zaključka študije, bodo javno predstavljeni. Težko rečem, kakšen bo datum, delamo intenzivno na tem, da se študija zaključi z odvzemom krvi tako, kot je bilo po protokolu tudi predvideno. Imamo še kakšno vprašanje? Nimamo. Potem najlepša hvala profesorju Petrovcu za njegov prihod, za to res celovito predstavitev in za vse odgovore. Hvala lepa. Hvala. Je morda kakšno vprašanje, na katerega bi moral odgovoriti sam? Ni? Potem hvala lepa vsem za sodelovanje, vsem medijskim hišam. Lep pozdrav do naslednjič, zagotovo pa se vidimo jutri, ko načrtujemo tiskovno konferenco že dopoldan. Hvala lepa in nasvidenje.